gre samo za mojo osebo, gre, ko sem jaz dobil to Chevalier de la Légion d'honneur, Alois Regula, drugi pisatelj, recimo evropski, kakor jaz, je preveden v Franciji, mi je pisal, pravi Boris, to velja za nas vse. Vidite, v tem smislu velja za nas vse, ravno v tem smislu, ne, da je jezik, ki je bil zasramovan skozi 4 stoletja, recimo, ne, je v Franciji leta 90 je išla knjiga nekako dobil svoje priznanje, ne, v centru evropske kulture, recimo, ne. V tem smislu je to, recimo, tudi danes jaz to tako čutim, ne, da ne gre samo za mojo osebo, ne. Regula je velik pisatelj, mogoče večji pisatelj in boljši od mene, torej to, da reče Boris Pahor, ne danes največji slovenski pisatelj, ne, je lahko tudi ni resnica, ne, to se reče, tako, da sem med starejšimi, ali najstarejši, ne, bolj preveden v Franciji, to je res, recimo, ne. Kdo je boljši pisatelj danes v tem trenutku, to bo zgodovina, bodo kritiki odločili. Umetnost še vedno ogledalo v družbi drži, tudi če slike niso lepe. Vi niste pisal samo lepih slik. Poslušajte, jaz sem bral, ko sem bil v bogoslovju in sem se odločil, da ga pustim, ker nisem bil prepričan, da je tisto moja pot, ne. Sem bral pri nekem župniku pod Krnom, ne, recimo, imel lepo biblioteko, sem bral Dostojevskega, sem ga skoraj celega prebral, ampak mi je ostala zelo pri srcu knjiga Ponižani in razžaljeni. To je mena njegova prva knjiga, če se ne motim, Dostojevskega. In jaz sem rekel, ko sem to videl, sem rekel, preden sem knjigo prebral, sem rekel, to smo mi ponižani in razžaljeni, ne, recimo, ki smo vključeni v italijansko državo in ki nas noče uničiti. In sem rekel, če bom res kaj pisal, ne tako sem napisal par kratkih, bi rekel, flešov, tako naprej, če bom kaj pisal, jaz se bom držal tega načela, ne, ponižan in razžaljeni, ne. In lahko rečem, da do danes sem se jaz tega načela držal. V tem smislu, ne, in mislim, da ta ponižan in razžaljeni, odkar obstaja svet, oziroma odkar obstaja človek, so zmeri bili, ne, tudi oni zmeri, bi rekel, ali pozabljeni, ne, ali celo nekako, bi rekel, v smrt, to je še slabše kot pozabljeni, recimo, ne, uničeni, ne. In to v velikanskem številu, ponižani in žaljeni, tudi danes, kljub vsej razvoju in vse družbo in vse tehnike in prenosnih telefonov in kar hočete, ne, danes ravna človek s človekom tako, kako ne bi smel ravnati. Kaj vas veže s Francijo? Ja, tudi zdaj sem povedal, zdaj bom še enkrat ponovil vse skupaj, ne. Francija me veže najprej jezik, ki sem ga v Padovi nekako izbral, da sem 2 izpita. Potem me veže to, da sem v taborišču s pomočjo francoskega zdravnika, ki sem slabo francoščino govoril, ampak dobro, da sva se razumela, ker brez tega ne bi imel stika z njim, ne. Da mi je še enkrat ovil roko, ker se je bila že zdrava in tisti moj, kako bi rekel, prst, ki je sključen in ostal sključen, ne. Na Laško sem hotel, ga nisem hotel potem zravnati, ko sem prišel domov, ne. Da je on preko tega mojega pogovora v francoščini, ne, nekako prišel do tega, da jaz nisem Italijan po narodnosti, ampak samo po državi. Se pravi, da sem italijanski državljan in je s tem odkril, da doma govorim slovensko in je istočasno s tem odkritjem, ne, rekel, tukaj je večina deportirancev Rusov, Ukrajincev, ne, nekaj je tudi Čehov in tako naprej, ne, s katerimi ta Norvežan, ki je bil šef, glavni šef vseh zdravnikov, so bili naši zdravniki deportirani, tudi oni, ne, ni imel nobenega možnosti se z njim stika, ne s Francozi, ne s Italijani, še manj pa s Slovani, ne. In to je v meni našel to, ne, človeka, ki bi lahko bil, ne, tolmač, ne. In pravi, zdaj, kaj je pa tvojo nemščino, ki tukaj brez nemščine pa ne moreš nikamer, ne. In jaz sem pa v Kopru ravno nemščino imel zmeri popravni izpit, ker nisem jezika maral, pravzaprav, ne. Ampak sem rekel, nemščine to, celo z Gestapom v Trstu sem se silil govoriti nemško, čeprav je moja nemščina, ampak samo, da ne bo imel tolmača zraven, ne. In to je potem začel pri meni biti pravzaprav upanje v rešitev, ker nisem več hodil delati, recimo, kakšen tunel, kakšen predor, ne v kamnolomico, ampak sem bil zmeri notri, zmeri z mrtvimi, ali oziroma umirajočimi, ne. V tem smislu, ne,
se moram zahvaliti tistemu francoskemu zdravniku, ker je pravzaprav začetek moje rešitve bil on. Ne, potem, ko sem z taborišča prišel iz Bergen-Belsen, sem imel kaverno na Plučih in sva dva Francoza prišla z mano, smo potem preko Holandske in Belgije prišli v Francijo, so me dali v sanatorij, blizu Pariza. Ne. V tistem sanatoriju sem jaz bil leto in pol, ne. In so me imeli kot za partizana francoskega, imam tudi doma izkaznico, recimo francosko, ne. In nisem zato vprašali nikogar, niti vinarja za tisto leto in pol. Čeprav se je zgodilo, da ko sem bil doma, potem že leta 47, so mi poslali dokumentacijo za upokojitev. Ste rekel, dragi gospodje, vi ste me imeli eno leto in pol, kako da sem vaš, ampak jaz nisem bil v vaši vojski, moram biti, ne moram. So mislili me nekako, mi dati nekako pokojnina v smislu mojega partizanstva. Se pravi, ne, in drugo je pa to, preko gospoda Bavčarja, ne, so oni, italijanski prevod, ki sem ga imel jaz doma 20 let, kaj je gospod Bavčar nesel v založbo v Pariz, ne, in je založen na podlagi tistega tipkanega prevoda italijanska, niti vezan ni bil, so bile strani tako in mapi noti. Na podlagi tistega italijanskega prevoda so se oni odločili, da prevedejo iz slovenščine. Se pravi, imam povezave s Francijo bistvene, ne. Potem pa, in tega nisem danes niti omenil, ne, ma jih bom rekel potem, ko sem pozval, ne. Ko sem jaz prvo knjigo izdal, je rekel gospod Bavčar, to je leta 90, prosite za štipendijo. Se rekel, jaz, leta 90, sem imel čez 80 let, sem rekel, komu pa dajo? Sem jih vprašal, ko sem končal univerzo, ma niso dali. Vi naredite prošnjo, pravijo, vi mene bo. In so zahtevali slovenske knjige, koliko sem jih napisal, so mi dali štipendijo. Potem je išla knjiga Spopad s pomladjo, Sprentantnih sil, 5 let kasneje. Gospod Bavčar, prašajte še novo štipendijo. Pa se rekel, gospod Bavčar, pa zdaj kaj bo da rekel ta človek, prašajte štipendijo, ker se vam nič ne stane, ne? Knjiga. Sem dobil drugo štipendijo. Tako da jaz nisem se ustavil v Parizu, ampak vsakrat, ko sem bila nekaj pomembnega v Parizu prevoda, sem jaz šel v Francijo. Tako da sem imel, se rekel, prijatelje pri sami založniki, ne, s katerim se tikam danes jaz. Zdaj pravi, ne, v tem smislu, ne, je francoska, recimo, glavno mesto francosko, ne, meni dalo po cele strani ocen, ker sem jaz padel z nebasarjem vodovo, jaz odhod me ne poznajo. Ne. Na podlagi tega, da sem jaz odkrival neko zgodovino, ki jo niso poznali. In to je primorska zgodovina, prosim. To, ki vi tukaj je ne poznate. Ne. Je ne poznate, dijaki ne poznajo, kaj je bil fašizem pri nas. Ne. Ko jaz to govorim, dijakom se čudijo in tako naprej in prašujo, pa to, pa ono. Ne vejo, da smo imeli Tigr, da smo imeli prvi antifašistično, kapilarno razširjeno antifašizem pri nas. To se pravi, tukaj lahko govorim co popovdne. Malo vode. Dajte malo vode. Za vas nekako druga domovina, prijeli ste 3 zelo pomembne nagrade, slišali smo, da se lahko diplomira na Sorboni tudi na šezlong in tako, iz tega, iz današnjega izhodišča, kako bi vi ocenili vaš odnos do Italije, vaše domovine? Ma, veste kaj, torej, če izključim preteklost in fašizem, o tem ni govora, ni da bi v 3 besedah nekaj povedal, ne? Ampak kar se pa tiče zdaj povojnega življenja, ne? To se posebno bi rekel 20 let je trajalo, da ni noben hotel moje nekropole. To je dejstvo, ne? Jaz sem postal raznim založbam in to niso niti povohali, ne? V tem smislu, grd izraz je, pa tako je bilo. Ne? Je pa nastala neka nova doba, ne? Ko je knjiga išla, to je pa druga zadeva. Ne? Se pravi, leta, bi rekel, 2007, ne, ko je išla v Rimu, prej je išla enkrat tukaj provincialno nekje, tako da so brali samo Trst, Gorica je poznal. Ko je pa to se odločila založba v Rimu, da je to izdala, se je pa to popolnoma vse skupaj spremenilo. Ne. In to ne samo, da so knjigo kupovali, da je to šlo okoli 120-140 tisoč izvodov, ampak da so spoštovali in spoštujejo avtorja, ki je Slovenec, Tržaški, ki prihaja z Trsta in mu rečejo skoraj povsod, dajte mi to čas, da me lahko stisne roko. V tem smislu prav gotovo je to, bi rekel,
neka nova doba, ne, preko literature, torej preko, če hočemo, s pomočjo književnosti. Ne. Ampak, ker smo pač že tu in ker so vam dali to prestižno francosko nagrado, nekako izstopa dejstvo, da v Italiji podobnih priznanj, formalnih priznanj nekako še niste bili deležni. Ja, to sem deloma sam kriv, če je to krivda. Ko so predlagali, in to je predlagal, ko je bila vlada levičarska, neki sekretar je predlagal, da tudi Italija ne mi da, ko so mi dali Francozi, saj nekaj podobnega, sem jaz rekel, to zelo rad sprejmem, sem rekel, samo če se bo omenilo tudi fašizem, ne? Če se mi daje nagrade zato, ker sem napisal knjigo o Nemčiji, zato zaradi tega sem jaz nekak evropski človek in ne vem kaj še zraven, ne? Da je nekaj v redu, ampak jaz sem napisal knjigo tudi, kjer imam, kar je fašizem pri nas. Ne? Če se to omenja, ne? In je gospod Pomagali, ki je tukaj, da mi je telefonira, pravi gospod Pahor, vi ste to rekel, sem to objavil, sem rekel, ja, in to drži tudi, sem rekel, ne? Če mi gospod predsednik države da nagrado samo za za knjigo o nemški nacizmu, ne? Hvala lepa, sem rekel, če je fašizem, mora biti zraven, ker fašizem je meni pokvaril 10 let, našemu ljudstvu pa je treba tukaj celo zgodovino povedati, kaj je naredil v 25 letih, ne? Torej ne moremo to zamovčati pri neki omembi, ne? To je potem propadlo, ne? Jasno, da sem jaz imel to korajžo, da sem to rekel, ni nobena korajža, tako čuti, ne? Tako sem rekel tudi županu Državskemu, ne? Ko je napisal, zakaj bi meni da častno, bi rekel, meščanstvo, sem rekel, gospod župan, vam pišem, preden boste vi dal, ker če ne boste omenil fašizma, poleg to, kar pravite, da sem jaz trpel v Nemčiji, ne varam, ne? Vam povem naprej, da potem ne bomo odrekel. Je kaj novega na tem? Ja, nekaj novega, da bomo videli. Mogoče, da se bo nekaj razvilo s tem srečanjem, ki je zdaj bilo v Rimu, ne? Jaz nisem šel na kosilo, zato ker sem rekel, ne grem na kosilo, ker ne bom mogel načeti vprašanja pri mizi, ne, ko jemo, ne, o tem, da se zamolčuje, kaj je bil fašizem pri nas. Ne. To se zamolčuje, ne poznajo dijaki, jaz sem bil 180krat v Italiji v 2 letih in pol. Ne vejo nič, niti Slovenci ne vejo, v redu, ne, to oklepajo povedati. Mogoče bodo dali nove knjige, da bodo tudi izvedli, kaj je bil fašizem pri nas. Ne. Pa Italijani, italijanska publika, italijanski fašizem, ne vejo, kaj je italijanska, kako bi rekel, ne fašizem, italijansko bi rekel, višje šole, bom rekel, evo, ne tam, italijanske višje šole ne vejo, kaj je konkretno bil fašizem v julijski Veneciji in to je bilo pri nas. Ne. To je zamolčano. In ne vejo, kaj se je zgodilo tudi v Ljubljanski provinci, kaj se je tukaj, kaj se je bilo na Rabu in tako naprej zgodilo. Tega ne vejo nič. Ne. To se pravi, so pa naredili zdaj, in to sem jaz napisal za Corriere, tukaj imam ki priča gospa, ki je prišla tudi sam. So levica in desnica nekako se brigali, zanimali, zato da so naredili zakon. Vsak februar se spominja Fojt, se pravi kraških jam in izraelskih beguncev. Cela Italija ima nekakšen, bi rekel, ni praznik, neko žalovanje, ne da bi vedela, kaj se je zgodilo prej. Se rekel, jaz sem to napisal, ne vem kolikokrat, zdaj, če se to ne bo tega rešilo tukaj, po tem srečanju, ki je bilo te dni v Rimu, bom jaz naredil neko javno izjavo kot pisatelj in dal temu tudi tisku, bom rekel to, mene se nič ne zanimajo te srečanja, vsa ta ljubezen in tako naprej, če se ne pove resnico, tako da zvejo, kaj se je pri nas dogajalo 25 let. A vas lahko kratko prosimo, mi smo vas na začetku zamudili, da nakratko poveste, kaj pomeni ta nagrada za slovenski jezik. Veste, ne bom ponovil zdaj še enkrat. Čist nakratko vas lahko prosimo, smo vas zamudili. Ne morate vi nakratko, da bo ona nakratko. Sej ne bomo skupaj. Boste vsi nakratko, vi je žal.